Človek ne more verjeti, kako daleč so pripravljeni iti v Golobovi vladi, da bi obdržali oblast. Očitno so pripravljeni narediti vse, si podrediti policijo, ovajati in napadati opozicijo, rušiti nadzorne institucije, zdaj bi pa še z javnim denarjem radi delali še reklamo za dosežke, in sicer za dosežke, ki jih praktično ni. Tako daleč so pripravljeni iti, da je v tem predvolilnem času na socialnih omrežjih pojavilo na stotine lažnih profilov, ki promovirajo vlado Roberta Goloba in kritizirajo opozicijo. Boj za oblast bo hud in se je začel že kar nekaj časa nazaj. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje je namreč točno 2 meseca pred parlamentarnimi volitvami objavil poziv k oddaji ponudbe za izdelavo načrta za medijski zakup za informativno kampanjo o dosežkih vlade v mandatu 2022 do 2026. Iz poziva izhaja, da naj bi šlo za 10-dnevno medijsko kampanjo, ki bi potekala med 9. in 18. februarjem 2026, torej do zadnjega dne pred začetkom uradne volilne kampanje. V okviru te kampanje je predviden zakup medijskega prostora na spletnih portalih in oglaševalskega časa na radijih v višini 40 000 evrov. Več kot očitno je, da bi si radi pod pretvezo informiranja javnosti, radi v Svobodi, SD-jev in pa Levici financirali predvolilno kampanjo, in to na račun davkoplačevalcev.